Čau! Zadnjič smo spregovorili o avantgardnem, eksperimentalnem ali pač o alternativnem filmu, ki so mu nekoč rekli tudi amaterski in ga zato v veliki meri ignorirali. No, tokrat pa bomo spregovorili o neodvisnem filmu, ki se v neki meri prekriva s prejšnjim, ampak ne v popolnosti. Da pa bi ugotovila, kaj neodvisen film sploh je, sem obiskala Matjaža Šmalca, ki je svojo poklicno pot začel sicer kot gledališki režiser, sedaj pa je producent za filmsko dejavnost pri JSKD, kar je kratica za Javni sklad za kulturne dejavnosti. No, pod njegovim okriljem se tako vsak marec že lepo število let odvija festival neodvisnega filma, vsake toliko pa lahko v kinu Skladovnica na Beethovnovi 3 v Ljubljani obiščemo tudi brezplačne filmske projekcije, predvsem kratkometražnih filmov. No, pred zadnjo, ki se je odvila v soboto 18. januarja, sva spregovorila širše o tem, kako pri njih, torej pri JSKD, pri kinu Skladovnica, razumejo neodvisen film. Kinu Skladovnica ponavadi vidimo neodvisne filme, tudi danes nas čaka en program neodvisnih filmov. Kaj pa pravzaprav tukaj pojmujete pod neodvisne filme? Ja, neodvisni film v Sloveniji gre za film, ki nekako naša pravila za neodvisni film, recimo za naš festival neodvisnega filma, so, da niso financiran z strani Slovenskega filmskega centra oziroma RTV oziroma drugih TV platform, oziroma da ni v večinski meri sofinanciran in pa da ni to plod nekih delavnic šol. Se pravi, da gre za neodvisnost v smislu, ne v smislu producentstva, ampak tudi v smislu, bom rekel, ustvarjanja. Se pravi, da nima nekih producentov oziroma sofinancerjev, ki bi nekako narekovali tudi, se pravi, teme, poetike in tako naprej. Se pravi, da naši avtorji so popolnoma svobodni in osvobojeni tako pritiska, kot pa tudi žal tudi iz finančnih sredstev, ampak ja, prihaja do res nekih lucidnih filmov, do nekih svežih filmov, nekih mogoče drugih pogledov na filmsko umetnost, predvsem tudi zato, ker se ne obremenjujejo z tem, kako se bo ta film prodajal. Ne. Žal se ve, da se film ne bo prodajal in potem spet so malo bolj svobodni. Ne. Tako da vsaka ta bom rekel, zdaj sem malo sarkastičen, ampak je pa tudi mogoče si res osvobojen nekega pritiska in delaš potem res zase, za film, se pravi z gole ljubezni do filma. In prihajajo različni filmi, od, bom rekel, povsem prvih poskusov nekih mladih ali pa pač po duši mladih filmarjev, pa do zelo izkušenih filmarjev, izkušenih ekip, tudi poklicnih ustvarjalcev, ki pa potem delajo, se pravi, pač te filme zase, mogoče, ki jih mogoče v neki mainstream produkciji ne bi mogli izvesti, pa jih potem izvedejo pač v neki svoji neodvisni produkciji in te filme mi zasledujemo. Pa to pomeni, da gre predvsem za filme krajših dolžin ali tudi za kakšne celovečerce? Ja, praviloma gre za krajše, se pravi za kratke filme, ampak tudi vsako leto imamo kakšnega celovečerno oziroma vedno več celovečernih filmov in tako da tudi mislim, zdaj, kakšna bo letošnja bera na neodvisnem, se pravi na festivalu neodvisnega filma, še ne vemo, ker še prijave niso zaključene. Vem, da bo nekaj celovečernih v konkurenci, ampak ja, v preteklih parih letih vsako leto tudi kakšen celovečerni film, kar je da ilustriram, recimo, mislim, da 2 leti nazaj smo imeli v okviru festivala neodvisnega filma okroglo mizo z naslovom Kako posneti celovečerni neodvisni film in obdržati ledvico. Mislim, da je ta naslov te okrogle mize pove res nekako vse. Z velik zalogaj in logističen, finančen je posnet nek kratek film, kako posneti celovečerni film. Zdaj recimo se v kinu vrti celovečerni film Perice Rajčevića, ki ga je snemal, mislim, da 8 ali 10 let. In neizmerno vesel sem, da ga je spravil pod streho oziroma da ga je spravil na platno in tudi upam, da ga bomo videli na festivalu neodvisnega filma. Sicer to malo hecam, da jaz kot vodja festivala rečem, da upam, da ga bomo videli, ampak ja, to je zdaj stvar selektorja. Kdaj pa letos bo festival neodvisnega filma? Festival neodvisnega filma bo letos med 27. in 30. marcem v Kinoteki. Bo pa 25. izvedba, tako da bo dan daljši,
Poleg rednega, se pravi tekmovalnega programa, bomo priredili še od strokovnih omizij, pa tudi do nekih retrospektiv oziroma pogledov za nazaj, kaj se pa v teh 25 letih dogajalo, tako da si obetamo tudi nekaj filmov nagrajenih filmov iz preteklosti, iz pač vseh teh slavnih 25 let neodvisnega filma. Seveda pa bomo potem, zdaj smo v procesu pridobivanja teh filmov za te leta nazaj, in pa tudi verjamem, da se bodo potem ti filmi vrteli tudi v tem našem kinu Skladovnica, se pravi, to je kot nekak odmev na naš festival neodvisnega filma, čisto v želji, da se ti filmi, ki jih prikazujemo na tem našem festivalu, še nekje pokažejo. Problem neodvisne filmske scene je to, da so nekako obsojeni večina filmov obsojenih na neke digitalne platforme. In film si zasluži kino, film si zasluži projekcijo, film si zasluži živo občinstvo. In zato recimo te filme, ki smo jih, Kino Skladovnica zdaj prikazujemo filme, ki smo jih v preteklem letu prikazali na festivalu neodvisnega filma. V bodoče ga bomo še širili s kakšnimi drugimi projekcijami neodvisnih filmov in pa tudi imamo idejo, da bi nekako naredili nekakšne, bom rekel, pakete teh filmov. Prej sva rekla, da so to večino kratki filmi in problem tudi slovenskega, bom rekel, mainstreamu, če se lahko tako reče, kratkega filma je to, da je nezanimiv za samostojne projekcije. Ti ljudi ne moreš spraviti v kinodvorano za 15-20 minut. Vkolikor pa lahko mi ponudimo, ne vem, projekcije, bom rekel, paketke, šopke v dolžini 1,5 ure, recimo v trajanju 1,5 ure, bi pa to znalo biti zanimivo tudi za kino, se pravi, za projekcije po ostalih krajih, tudi pri ostalih producentih. Tako da si obetam, da bomo v naslednjih letih vseeno probali, ne bom rekel, da bomo zdaj zavzeli Slovenijo, ampak da bo vsaj še nekaj projekcij teh filmov, ki si to dejansko zaslužijo. Glede tega verjetno pogovori tečejo kaj z Art Kino mrežo Slovenije mogoče? Nismo še, zdaj smo začeli v bistvu preko naše mreže območnih predstav na Javnem skladu za kulturne dejavnosti in pa seveda, absolutno bomo to vklopili, se bomo naslovili tudi v Art Kino mrežo, ker mislim, da takšno poslanstvo, ki ga ta mreža opravlja, je to res pač vse hvale vredno in mislim, da jih enostavno ne moremo. In jaz upam, da bojo znali prepoznati tudi v tej naši pobudi nekaj, kar bi oni podprli v bistvu za svojimi kinematografiji in da bi lahko napisali pač neko novo poglavje. Sicer pa kaj bomo lahko videli danes? Gre tudi za nagrajence lanskega leta ali za katere filme? Danes bomo videli 5 filmov, ki so bili lani prikazani v finalu, se pravi na festivalu neodvisnega filma. Ne gre za nagrajene filmi bodo na sporedu v marčevski ediciji, kot nekak napoved za sam festival, ki bo potem slaba 2 tedna kasneje. Danes pa gledamo 5 zelo zanimivih filmov. Začnemo z animiranim filmom Čemaž, s kratkim animiranim filmom. Potem pa bomo gledali 2 igrala filma Nekaj o zimi in pa Hladno modra. Še en dokumentarec oziroma mokumentarec V deželi dinozavrov, tako da bomo videli tudi dinozavre. In pa zaključimo z eksperimentalnim filmom mlade avtorice Nina je glavna igralka, Lane Kariš Meško, Mala šola potapljanja. Ta pa je bil sicer nagrajen, ampak na našem festivalu Film Fresh, gre za mlado ustvarjalko in Film Fresh je pa naš festival mladinskega filma, tako da tam je dobil posebno nagrado. In mislim, da se nam obeta zelo zanimiv večer. Sicer pa še vprašanje glede samega prostora, v katerem se nahajajo skladovnice. Je to mogoče najmanjša kinodvorana v Ljubljani? Ja, definitivno je zdaj najmanjša kinodvorana. Oziroma ne. Najmanjša kinodvorana je seveda mala dvorana Kinodvora, ki sprejme, mislim, da okrog 20 ljudi. Mi jih sprejmemo več kot 2-krat toliko, tako da nismo najmanjši, smo pa najbolj ljubki.
Prijave za festival neodvisnega filma so do danes sicer že zaključene, ker sva z Matjažem vendarle govorila za ta intervju pred približno 10 dnevi. Sam festival neodvisnega filma pa lahko, tako kot vsako leto, ujamete v Slovenski kinoteki med 27. in 30. marcem. No, po projekciji teh 5 kratkih filmov, ki smo jih gledali sedaj, so pa v Kinu Skladovnica sledili še pogovori z avtorji, ki so o filmih seveda povedali nekaj več. Zanimivo, ne? Mislim, da vseh 5 filmov se dejansko ukvarjalo z nekim dejansko podobnimi temami, ne? Se pravi z nekim obračunavanjem s preteklostjo. Ne? Se pravi od Čemaža, se pravi kaj se zgodi z odnosom do Jan, ti vedno v svojih filmih razvijaš ta odnos, oziroma med ponovadkar nek trikotnik, ne? Se pravi kot neka srednja oseba in pa preteklost, prihodnost. Dinozaur dežela imamo seveda dokumentarec o preteklosti. Nekaj v zimi spet z nekim ciklom, nekim ljubezenskim ciklom, ki vsaka stvar, ki umre, da se lahko rodi pomlad. In pa seveda tvoja preteklost in tvoja prihodnost. Ne? Tako da se je kar lepo nekako zaobjel ta večer. Ampak ja, da vprašam, zdaj bomo letos, da bomo prvič zdaj Levano, ali pa dajmo Levo najprej. Kako je bilo delati z Janom? Mislim, Jana, kot sem prej rekel, Jan ima vedno te filme, kjer ga zanima predvsem odnos moške, ženske, preteklost, prihodnost. Kako sta? Je to tudi tvoja tema ali da je postala tvoja tema? Kako je delati z Janom? Ja, zanimivo je bilo, no, ker vse filme, ki jih je prej delal, so bili kar neka uganka, neka sestavljanka. Doskrat ni bila niti linearna zgodba sploh, ampak nekaj čisto abstraktnega, ki je bilo potrebno ugotoviti, o čem točno sploh govori film. In ja, sva se potem parkrat pogovarjala o temu in sva doskrat ugotovila, da sem prav ugotovil, o čem film je. In potem, ja, tudi mi je začel pošiljati svoje scenarije, kazati svoje ideje in tako, in sva začela sodelovati. In ja, mene tudi seveda kot scenarista zelo zanimajo odnosi. Tako da tudi sam dosti pišem romantične filme in serije. No in potem ja, je enkrat prišel do mene s to idejo za Hladno modro, ki je v bistvu bila po kratki zgodbi od Hanisa Kurejšija, ne? Od Hanifa Kurejšija. Navdahnjena, ja, kar sva jo potem precej spremenila, no, ko sva jo prebrala. Ampak ja, osnovna ideja je bila ta neka kratka zgodba, romantična, ki je v prvi osebi lik moški razlagal svojo neko, nekaj se spraševal o tem, a bi še zmer bil v odnosu z eno žensko ali bi raje šel v bolj zrel odnos, ki ga ima z drugo žensko, ki je noseča. Ampak nama samo ta ideja ni bila preveč všeč, že to, da ta lik vara, ne, nam ni bila preveč všeč, tako da sva potem naredila malo twista, ne, tega, da se... Tudi tle ne veš pa točno, mislim, ko že misliš, da veš vse, se zgodi zvonc, ne? Ja. Je to režijski ali scenarističen domislek? Ja, je bil že v scenariju, ja, del scenarij tega, da je tako malo odprt konc, ne, da... Mogoče bilo tle zdaj enega od težere fajn dobiti, ne, pa vzeti vse Janove filme, mogoče pa zdaj kar celo večer snarili vseh teh, zato ker se mi zdi, da se te filme tako malo prepletajo, nekaj več, mislim, da so, tako ne vem, sploh, ker so isti igralci, da mogoče bi to zanimivo kot en eksperimentalni omnibus narediti v en cel opus. Ne, mislim, perfektno. Boš povedal, da boš še sodeloval z Levom, ali je to zdaj doba nova? Lahko smo lani oktobra nov scenarij dokončali, tako da kaj sreča letos, bomo še kaj posneli. No, super. Zdaj dinozaurov žal nimamo tukaj,
Ampak imamo pa film, ki se pa spet navezuje a je bil Tristan boljš pri tebi ali je bil Tristan boljš pri Janu, kdo ga je boljš vodil? Ne vem, kaj me tam ni bilo. Videl si filme, ne? Ne, Moram pač... svojega hvaliti. Ne, se pravi filma, ki sta imela istega Etiopija, ne? Ampak ja, spet govorimo o neki tokrat malo, ne bom rekel tokrat bolj tragično, zato ker pač, če imamo trikotnik, je vedno en na koncu pač žalosten, ne? No, ne vedno, ampak ja, načelno. Pa kar zavidam tem tvojim likom, veš, ker pač moški, ki se odloča med dvema ženskami, koliko sreča, neko se ne bi to narediti. Ampak ja, zelo zanimiv element je ta mitološki element, v bistvu ta metafora te zime, oziroma pač je zima in bolj je dejansko zima. In kakšni fazi je prišel ta kuren noter v film? Ja, ta film je nastal za sprejemce, pa sem malo bolj pozno začel delati ta film, kot vedno vse stvari. Tako da mogoče sem malo preveč kompliciral v scenariju, nekako nismo točno vedeli, kako bi vse zaokrožili, pa smo pa prišli na idejo kurenta. Ja, da se nekako to vse skozi poveže. Ne vem, če je bih rata, tako je bilo mišljeno, ampak ja, smo se veliko naučili vse. Ja, v bistvu gre zgodba za, popravme, če narobe berem, da je zgodba ženske, ki, če hoče zaživeti, mora pač ubiti najprej svojo pač preko ljubezni, neko nesrečno ljubezni, in se zgodi ta naravni cikl, se pravi, z nekim obredom, pol nekem solstici, ne vemo, ta obrat, ker pač pride do novega rojstva, se pravi, imamo ta poganski obred nad lepo urbano Ljubljano, se sesuje in takrat je pa čas za nek nov začetek in pač kurenti. Ja, probali smo neko idejo iz preteklosti pa sedanjosti združiti. Bilo je na koncu, se mi zdi malo več interpretacij, ali deluje ali ne. Upam, da deluje. Nina, si prepoznala scenografijo, mislim, lokacijo snemanja? No, tako da to mi je všeč, da smo vse, tokrat ni bilo. Zadnjič smo se pogovarjali, kako se je tle vse rojeva na tem odru, se pravi, pač, ko sta bila Jan in ta Jure Rajško, ki je igral tle v Študent teatru, no, film Zima je pa posnet tudi v naših prostorih na... Ja, sem to srečo, da vse, kar delam pri nas, jaz zmer tukaj snemam. Mislim, že prejšnji film sem snemal v istih prostorih, so smo Vidiš, in to je, vem, ko sem ga poslal, pa jaz nisem verjel, da je to pri nas posneto, tako da sploh nisem vedel, kako fotogenične prostore imamo. Ja, in še ta zadnji film spet, ki je pa prav poseben film, ki pa je nastal v sodelovanju mame in hčerke. Kako je prišla do tega filma? V bistvu so najprej jaz sem bila povabljena, da naredim predstavo in predam svojo delo nekomu mlajšemu. Moja hčerka pa ravno zaključila umetniško gimnazijo za sodobni ples in je bilo nekako najbolj organsko in normalno, da bom to predala njej. In tako sva se v bistvu prvič začela zares pogovarjati sploh, kako sem jaz in začela plesati in z VHS-a sem šla digitalizirati ene svoje stare predstave in tako je potem to material, ki je bil uporabljen v predstavi, ki je bila v Kino Šiška, tam sva tudi nekaj plesale in to je bila daljša predstava. Potem pa je prišel od sodelavca razpis za ta festival neodvisnega filma, pa zdaj Lana, gled, toliko materijala nekega filmskega je bilo v predstavi, moče pa narediš kratek film. In ona je bila zelo za in je to naredila in to je tako rezultat tega. Prvi film in ne vem, ja, nekaj bi se pa tu je bilo res tako, vse tako organsko, vse je bilo normalno, temo sva imeli, ne, zdaj, če bi se novega filma lotila, kar Joran zanima, ne,
sem videla, da rabim novo neko vsebino, ali kako bi se tega... Samo še očeta, pa ne še očeta, pa ne. Sta poskusila, pa ni tako lahko. To je mi dve sva imela na začetku, ni bilo lahko, ampak potem sva rekla, ali bova to počela, ker ni lahko in jaz ne vem, če bi kdajkoli sama od sebe pomislila, da grem delati s hčerko, če ne je prišlo pa bilo od zunaj. Ko pa sva se lotile in je bilo precej živčno in napeto, ker bo treba predstavo najprej narediti, so rekli, ali se bova fajn imele v tem procesu in nekaj lepega si razdelile skupaj in ni važno toliko, kaj narediva, ampak da greva čez en ta proces, ki nam je bil dan, no in potem smo se pa začeli imeti fajn in to je rezultat. Je pa že veliko fotogenično potem, to je pač testo. A si zadovoljna s tem? Mislim, kako je? Kako je gledati, v bistvu, pač ne vem. Grozno se poslušati, groza. Jaz trpim, ko se poslušam, ampak po drugi strani pa mi je fino, ko slišim vse te komentarje, ker tako spontano pa stvari pridejo skupaj, recimo govoriva, to je že ravno smo kuhale kosilo, pa snemale ta pogovor in ta bi rekla, plesniv star posnetek, rok trajanja že potekel, ne, in tako se mi zdi, da se toliko nekih finih, pa tako nekih naključij zgodi, ko daš skupaj to podobo, stare VHS, skupaj s tem najnim dialogom pa kuhanjem. Tako da, to me pa je navdušilo, ker to sem pa šele, ko sem film gledala, tako zdaj, ne, zaznala, ne. Začne se v bistvu, mami, to je plesnivo, pa ta film. Ste vi tistimi napakami. Ali sta žrtvovali original kaseto ali je šlo za fake, ali je bilo pač... Ne, čisto je res, to je prvi začetek. Ne, iz vode, v vodi. Kaj v vodi? Iz vode prinesete tvoj posnetek te predstave, ne? Nisva žrtvovali, ena fake je bila noter, dveh VHS. Jaz sem pa mislila, da za večjo simboliko. Ne, je pa v predstavi se pa zgodilo, da pač, ker pač to bolj z področja plesa, Rok Vevar, arhivist, se je pa zgodilo na predstavi, da sem na koncu predstave VHS podarila v arhiv Roku Vevarju. Filme neodvisne produkcije pa lahko ta vikend ujamete tudi v Krškem, kjer deluje Luxus produkcija. Od petka do nedelje se bo tako na različnih lokacijah po Krškem odvil že 22. festival poceni filma. V program bodo umeščeni tudi številni filmi, ki nastanejo pri njih v njihovi lastni produkciji in so ponavadi dokumentarne narave. Tako v sklopu produkcije kot festivala se pri Luxusu ukvarjajo predvsem s kratkometražno in nizkocenovno produkcijo domačih in tujih avtorskih, alternativnih, aktivističnih filmov in videov, predvsem pa se osredotočajo na mlajše avtorje. Filmi nastajajo v tradicionalnih ali bolj garažnih produkcijah, v klubih v okviru nekomercialne, avtorske, neinstitucionalne produkcije in predstavljajo alternativno kulturno medijsko podobo, recimo pod mentorstvom Želimirja Žilnika. Ta kulturna medijska podoba pa sicer predstavlja nekakšno nadsprotje dominantne množične uradne distributerske ponudbe. Posebej jih zanimajo družbeno-kritični filmi, filmi, ki predstavljajo kulturo mladih, kulturne raznolikosti in nasploh družbo in kulturo. Če pogledamo še svetovno filmsko sceno, me je presenetila novica, da so se v Saudovi Arabiji odločili napisati novo himno. Kaj ima to veze s filmi? Ja, zato so najeli večkratnega Oskarjevca Hansa Zimmerja. Ampak dokončna pogodba baje še ni čisto podpisana, je pa v javnosti že zaokrožila fotografija, na kateri Zimmer sedi na sestanku na temo rearanžiranja saudske nacionalne himne z različnimi instrumenti. Zimmer je sicer skladatelj, ki je skladal glasbo za velike filme, kot so na primer animiran film Levji kralj iz leta 1994 ali Prejšnji gladiator in Dune, in pa tudi za majhen budžet sodeloval s filmarji, v katere je recimo verjel, čeprav ga takrat niso mogli zares plačati. Zaslovel je namreč že z Deževnim človekom,
Rain Manom, v katerem sta zaigrala Dustin Hoffman in Tom Hanks. In Zimmer naj bi zdaj, poleg nove himne, poskrbel še za novo delo Arabija, ki naj bi ga na velikem koncertu, ki se ga nadejajo v Savdski Arabiji organizirati kmalu, predstavljala savdsko kulturo. Poleg tega ga vabijo tudi k skladanju soundtracka za zgodovinski film Bitka za Jarmuk, ki ga tam trenutno snemajo. No, o tem bomo verjetno več izvedeli sproti. Nas je pa Zimmer spomnil tudi na nominacije za Oskarje, ki so jih zdaj vendarle razkrili. Letos malce kasneje, zaradi empatije do tistih, ki so utrpeli posledice kalifornijskih požarov. Med njimi je bil tudi eden od zaposlenih pri Hansu Zimmerju, slovenski skladatelj Anže Rozman, ki se je tja preselil in mu je do tal požgalo hišo. No, v začetku tedna je dolgo pričakovani dež vendarle ukrotil še zadnje 3 požare v Kaliforniji. Že prejšnji teden pa so nominacije za letošnje Oskarje vendarle podali v javnost. Največ 13 nominacij si bo lahko priboril, oziroma nagrad si bo lahko priboril film Emilija Perez. S po 5 nominacijami mu sledita filma Brutalist in muzikal Žlehtnoba. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? You're green. I am. Welcome, new students, to Shiz University. Miss Elphaba, you can room with Miss Galinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. Please, everyone take your seats. In today's Oz, a real sorcerer who possesses true magic has become all too rare. Absolutely remarkable. That was you who made all that happen. How did you do it? I don't know. I've never known. You, come with me. Of course. Not you. You. You're the one the wizard has been waiting for. Galinda? Ew! I know. It's my granny's. I'd give it away, but I don't hate anyone that much. Hey. You should join us tonight. And don't tell me you have nothing to wear. Because you could wear this. Something has changed within me. She doesn't give a twig what anyone thinks. Something is not the same. Of course she does. She just pretends not to. The wonderful Wizard of Oz summons you to the Emerald City. Come with me. What? To meet the wizard. I couldn't possibly. This is your moment. I'm coming. The great and terrible. Something bad is happening in Oz. The best way to bring folks together is to give them a real good enemy. You have no real power. That's why I need you. Don't let her get away! This wicked witch. Don't be afraid. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Naj omenim še, da je v igri za Oskarja za kratkometražni film tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati.
Sicer pa je letos prvič za Oskarja nominirana transspolna igralka v kategoriji najboljših igralk Carla Sofia Gasson, ki je bila že leta 2007 nominirana za igro za Oskarja za film Juno, še pod imenom in identiteto Elliot Page. Film Emilia Perez, v katerem Gasson igra, je sicer produkcija Netflixa, ki je v preteklosti že bil večkrat nominiran za svoje filme, ampak v kategoriji najboljšega filma še nikoli ni tudi zmagal. No, po 8 nominacij imata v letošnjem tekmovanju še biografija Boba Dylana s Timotejem Chalametom v glavni vlogi in z naslovom Popolni neznanec in drama Konklave. Telesna grozljivka Substanca pa si je priborila 5 nominacij. Biografija Vajenec o Donaldu Trumpu je prejela 2 nominaciji, čeprav je predsednik ZDA Donald Trump ekipo povezano s filmom označil za človeške izmečke. Izpostaviti je vredno še, da je v 97-letni zgodovini Oskarjev letos za najboljšo režijo nominirana šele 10. ženska. To je Coralie Farge za film Substanca. Sicer pa večina nominirancev v igralskih kategorijah tokrat dejansko je nominirana prvič, kar naj bi bil odsev večanja članstva akademije, ki naj ne bi bil več v tako velikem obsegu zastopan le strani belih moških v zrelih letih. Od leta 2017, ko je bil to pereč problem in se ga je izpostavilo, je bilo članov 6700, se je do danes članstvo povečalo na približno 10.000 članov. Podelitev Oskarjev bo letos potekala 3. marca po našem času, po ameriškem še 2. marca, več torej čez kakšen mesec. Že prihodnjič pa nekaj več o znanstveni fantastiki, konkretneje o distopičnem makedonskem filmu M. Več o njem pa, kot rečeno, spet v sredo ob 20. ko se vidimo tukaj na Megafon TV. Čau!